V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. tako da bo z nami Gospod, da bo Sveti Duh po nas tudi lahko govoril, zdajle zmolimo kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Skupaj počastimo še Boga Očeta in zmolimo molitev, ki nas je Jezus naučil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Priporočimo se Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Danes bomo slišali zgodbo, ki jo je Jezus povedal o 3 služabnikih, ki so bili eni bolj, drugi manj delovni, pridni. Poslušajmo, da bomo videli, kaj nas uči ta zgodba. Jezus je vedel, da ne bo več živel na zemlji, zato so se morali njegovi učenci utrditi v zvestobi, da bi hodili za njim tudi, ko ga ne bo več med njimi. Nekoč je živel mož, ki je moral oditi na dolgo potovanje, jim je dejal Jezus. Preden je odpotoval, je sklical svoje služabnike in jim izročil v oskrbo svoje premoženje. Tistemu, ki je bil bolj sposoben, je izročil več denarja. Prvemu služabniku je dal 5000 zlatnikov, drugemu 2000 in tretjemu 1000 zlatnikov, pa je odšel. Prva 2 služabnika sta takoj začela tržiti z denarjem, ki sta ga prejela, da bi ga tako bolj pridobila še več. Tretji služabnik pa je skopal jamo v zemljo in svoje zlatnike vanjo zakopal. Po dolgem času se je gospodar vrnil. Poklical je služabnika, da bi izvedel, kako so gospodarili z njegovim denarjem. Vsoto, ki si mi jo zaupal, sem podvojil, mu je poročal prvi služabnik. Tu imaš 10 000 zlatnikov. Odlično, ga je pohvalil gospodar. Dober in zvest služabnik si mi bil. V malem si mi bil zvest, zato ti bom dal tudi večjo priložnost. Pridruži se mojemu slavju. Nato je pred gospodarja stopil drugi služabnik. Tudi jaz sem podvojil vsoto, ki si mi jo dal. Poročal je svojemu gospodarju in mu izročil 4000 zlatnikov. Odlično, tudi ti si bil dober in zvest, zato boš napredoval. Pridruži se slavju. Nazadnje je pred gospodarja prišel služabnik, ki je prejel 1000 zlatnikov. Tu so tvoji zlatniki, mu je rekel. Vem, da si trd človek, da vedno samo iščeš, kje boš kaj dobil. Nisem hotel tvegati, da bi izgubil tvoj denar, zato sem ga zakopal. Zdaj ti lahko vse vrnem. Malopridni in leni služabnik, je vzkliknil gospodar. Če sem res tako skop, kot si ugotovil, potem bi bil moral denar vložiti, da bi od njega dobil vsaj obresti. Tvoje zlatnike bom dal služabniku, ki si jih pridobil, jih je 5000. Tisti, ki bodo tvoje darove dobro izkoristili, bodo na koncu prejeli še več. Tisti pa, ki nočejo izkoristiti niti tistega, kar imajo, bodo še to izgubili. Zato se je gospodar obrnil k drugim služabnikom. Vrzite ven tega malopridnega služabnika, je ukazal. Zapravil je svojo priložnost, zdaj ga čaka samo še beda in obžalovanje.
Tako smo slišali to zgodbo, ki jo je Jezus povedal o služabnikih. Kdo so ti služabniki? To smo mi. Mi smo ti služabniki, ne? Nas je veliko, smo dobili vsak nekaj talentov, ne? Različne talente, različne darove smo dobili, materialne in tudi duhovne. Se pravi, telesne, pa tudi duhovne, duševne, ne? Smo dobili. No, če bi kdo naštel kakšen talent, duhovni, duševni, telesni. En talent je to, da si ti punčka, da si ti fant, a ne? To je dar. To se nismo sami izbrali. To je dar, ne? Da si moški, da si ženska. Eni to danes niso zadovoljni. Bi rad bil nekaj drugega. In to je zelo narobe, a ne? Ja, seveda. Zakaj je nekdo nezadovoljen? Ne zaradi tega, kar je, ampak ker mu drugi nekaj govorijo, ker ga drugi, ne vem, nagovarjajo ali pa karkoli, ne? Ker mu drugi rečejo, boš bolj srečen, če boš to. Ne? No, moraš biti srečen tisto, kar si, ne tisto, kar bi lahko bil ali pa nekdo rad. Ne? Se pravi, to je prvi talent, je življenje, ki ga imamo in je to, kar smo, moški, ženske, da boste lahko mame, očetje ali pa karkoli pa boste. Ne? To je prvi talent, ne? Življenje. Drugi talent je, se pravi, telesni talenti so zdravje, ne? Zdravje, da imamo zdravo telo. Eni so invalidi. So invalidi. Kakšni invalidi? Ja, da so malo omejeni. Eni so duhovni, duševni invalidi, ne razumejo stvari dobro, eni so pa telesni. So hromi, recimo nekateri se z napakami rodijo, ali pa gluhi, ali pa slepi in tako naprej. Ne? To so, jim nekaj manjka, ne? Ampak vseeno so ljudje, ne? Imajo pa druge sposobnosti. Ne? Poznate kakšnega slepega človeka? Ja, Škofja Loka je dom slepih, bil včasih samo za slepe, danes je še za druge. Ampak tam so slepi ali pa slabovidni ljudje, pa imajo druge talente, ne? Kakšne? Dobro slišijo, Pevske, igrajo, tipajo, eni pojejo, eni so glasbeniki in tako, ne? Različne take talente imajo. Ja, poslušajo. No, to so duhovni, telesni talenti. Ne? Telesni talenti so potem tudi drugi talenti še, kot so talenti za šport, za, ne vem, druge težka dela, ali pa tudi talenti, ki jih imamo v razumu, da smo pa intelektualni delavci, kot pravi, ali pa ljudje, ki veliko delajo s svojim razumom, ali pa umetniki, ki ustvarjajo glasba, likovna umetnost, ne vem, arhitekti in tako naprej. Ne? To so različni talenti in darovi, ki jih imamo. No, tako da smo vsak je dobil različne te talente in s temi je dobro, da zdaj moramo sodelovati. Ne smemo jih kar tako zavreči. Kaj kdo zavrže talent? Kdor se preda lenobi. Ja, tisti, ki je len, se mu nič ne da. Ne, ali pa tisti, ki se omamlja s kakšnimi stvarmi, ne, z alkoholom, mamili in tako naprej, potem ne more tega razviti in delati, kar bi lahko naredil. Ne. Se pravi, tukaj imamo zdaj, gospodar je dal enemu 5000, drugemu 3000, enemu 1000 talentov. Kaj to pomeni? Bog je dal enemu, je dal več, enemu manj. Vsakemu po njegovih zmožnostih. Tako, ne. In zdaj, tisti, ki je malo manj dobil, ga ima Bog manj rad? Ne. Ne. Ampak po zmožnostih. Tako, po zmožnostih, ne. Problem je, če talente zakopleš. Tako. Otrok ima take sposobnosti, pa jih bo razvil, ne, pa bo postal velik in bo imel velike lahko sposobnosti in tako naprej. En človek ima manjše ene sposobnosti, pa ima druge bolj razvite lahko. Ne? Tako da imamo različne sposobnosti in Bog je dal različne stvari. Zakaj? Da bi nam bilo dolg čas? Ne, da je pestro, da vidimo en ima to, drugi to, tretji to in vsi skupaj imamo pa vse. Tako, ne? Se pravi, tukaj je Bog, ki daje, kar smo dobili, hvala Bogu, ampak to moramo pa še razviti, oziroma še nekaj narediti. Ne? Zato, torej Bog ni krivičen, ampak
do enih je bolj velikodušen, do drugih malo manj, ali pa tistim, ki več da, kaj je tisti? Več zahteva. Več zahteva, tistim več zaupa in so bolj odgovorni, oziroma bi morali več tudi narediti oziroma dati. Ne? Tako so tudi tu, ker sta prva dva, sta še enkrat toliko torej zaslužila, kot si jima je dal. Ne? To lahko človek naredi v življenju, veliko zasluži, ne? Nekateri nimajo skoraj nič, pa veliko zaslužijo v življenju ali pa naberejo duhovnih ali pa tudi materialnih dobrin. Dobro. No, zdaj se pravi, tukaj pa pravi pol, da je to dal gospodar ljudem, potem je pa se umaknil, pa ga nekaj časa ni bilo, potem je pa prišel in potem je pa zahteval obračun. Ja. Torej, kdaj nam Bog da te talente? Ob rojstvu. Že praktično ob spočetju. Že ob spočetju imamo vse. Nič se potem ne dodaja. Mama nič ne dela, da bi imel kdo več talentov ali pa oče. Ne? To, kar ima. Ampak se pravi, to od spočetja naprej že nosi v sebi. To je To dota. dota, ja, in ne, tista dediščina, ki jo pač nam Bog že naprej da za življenje. To se bo samo raslo, razvijalo in potem postalo. Ne? Dobro, in to se razvija, se pravi, pred rojstvom še v materinem telesu, po rojstvu se razvija v krogu družine, potem v šoli in širše v družbi in tako naprej. Ne? In do konca življenja imamo to. In na koncu življenja pride pa gospodar in reče, tako, zdaj pa konc, zdaj pa poglejmo, kaj si naredil. Kaj si dobil? Koliko si pridobil? In takrat so eni veseli, eni so mirni, ene pa strah. Eni se pobijo. Ampak tisti, ki ima malo, je šel zakopati, ne tisti, ki ima veliko. Ja. Ne pa, da pa še temu vzame. Ja. A ne, in potem kako na pošten način te talente množiti. Ja. Ker talenti v tem smislu je verjetno tudi tako kot, ne vem, denar mišljeno, ali ne? Lahko je to tudi kot denar. Ne? Denar, se pravi, trgovanje. Ne? Ja. Vemo, da tam Judje so trgovci, pa Arabci so trgovci, ne? In oni znajo trgovati. Ne? Trgovati pomeni, kupiš, pa malo dražje prodaš. Ne? To je normalno, ne? Da trgovec nekaj zasluži. Zdaj, če pretirano, če goljufa, je narobe. Če krade, je spet narobe. Ne? Ampak da pošteno trguje, ne? Pošteno dela, si na pošten način pridobi ene dobrine. Ne? To se pravi, to je prva stvar, da tisto, kar dobimo na pošten način. Ker drugače bomo dali tudi za to odgovor, kako smo to. Ne? Zdaj, se pravi, imamo različno, kar dobimo, pač to, kar dobiš, dobiš. Ne moreš zahtevati, ne? Lahko pa pridobiš, če si priden, ne? Potem pa lahko pridobiš. No zdaj, kaj pa smo potem tisto, kar smo s tem naredili, torej, kaj bomo torej prinesli pred Boga? A bomo prinesli hiše, avte? To pa dejanja, ki so narejena iz ljubezni. Tako, se pravi, vse to, kar je materialnega, bo ostalo tukaj. Ne? Vse tukaj ostane. Zdaj, kdo bo to dobil, mogoče bo že nekdo prej razdeli, ali se bojo pa za to kregali, ali pa na sodiščih dejali, kdo bo kaj dobil. To je druga stvar. Ampak tisto, kar bomo pa mi prinesli pred gospodarja, kaj pa to? To so pa dobra dela. Tako, to je pa tisto dobro, pa slabo. To bomo pa prinesli. To gre pa z nami. Pravi, z nami gredo samo dela, tista torej, dobra dela ali slaba. No in tukaj je pa zdaj ne, to, kar je za tega tretjega, ki je potem prinesel mu to, je rekel, to si mi dal, to ti dam, to ti vračam
In gospodar je rekel, vzemite mu, še to mu vzemite. Zakaj? Kaj to pomeni? Tega nič naredil. Ja, da si jih ne zasluži. On je mislil samo na te materialne stvari in te materialne stvari vse tle ostanejo. Vse mu vzemite, vse. Aha, Ne boš nič nesel s sabo. aha. V grob ne gre nič s sabo. Je rekel papež Frančišek, nisem še videl pogreba, da bi šel za njim tovornjak, ki bi peljal njegove stvari v grob. Ne? Ni, to vse ostane tukaj. Ampak gre pa z nami, to se pravi, to nam bo vzeto. Vse, kar je človek mislil, da je tukaj ena vrednost. Ne? To nam lahko pomaga, lahko pa za drugo, za večno življenje pa nič ne pomaga. Ne? Torej, se pravi, ob smrti vse materialne stvari izgubimo, ostanejo nam pa te duhovne. In če imamo teh veliko, smo pa mirni, smo veseli, smo srečni. Ne? Če imamo veliko ljubezni, se pravi, imamo tudi veliko prijateljev med sabo in še marsikaj. Ne? En kitajski pregovor pravi, daj človeku steklenico vina in bo vesel en dan. Daj človeku ženo in bo vesel eno leto. Daj človeku vrt in bo zadovoljen celo življenje. Vete, to so Kitajci, ne? Kitajci malo drugače. Mi kristjani bi rekli, žena nisem za eno leto. Ne? Žena, dobra žena je bogatstvo, ampak Kitajci pa še nimajo tega duhovnega, ali pa je bil ta pregovor še predno so spoznali Jezusa. No, ampak vseeno, gledajte, kaj pomeni vrt? Vrt pomeni, da delaš, ne? Da sediš, zalivaš, neguješ, okopavaš, ne? In potem raste, ne? In tako je tudi družina je to, ne? Družina, zakon ni samo mož pa žena, ampak zakon pomeni začetek družine in potem otroci, ki rastejo, potem prinesejo veselje, prinašajo blagoslov in tako naprej. Ne? Tako da tukaj je tisto, kar, kjer je ljubezen, dobrota, tam je veselje, tam je mir, tam je sreča. Ne? To je prava sreča, je tam, ne samo, če imaš vrt, ampak je sreča tudi, če imaš dobro družino. Ne? Ja, in to je važno. Zato, kaj drži družino po konci? Ljubezen. To pomeni pozornost, darovanje, odpoved sebi in tako naprej. Ne? Je rekel en mož, sta se dva sošolca po 50 letih srečala, pa je rekel, ta sošolc vprašal, ja, kako pa kaj tvoja žena, ker jo je poznal izpred 50-40 let, je rekel, imam že 4. ženo. Pravi, no, pač, kako pa to? Pravi, veš, nisem vedel. Če bi bil pri prvi tako potrpežljiv, kot sem zdaj pri 4., potem bi bila še s prvo zmeraj skupaj. Se pravi, potrpežljivost pomeni ljubezen. Ne? Ena izmed stvari. Biti pozoren, sprejemati drugega, darovati se drugemu. Zato bomo zdaj zapeli eno pesmico, ki nam govori o tem, kaj je ljubezen, ne čakati, da nas drugi ljubijo, ampak da mi pokažemo svojo ljubezen drugim. Ko čutiš to, da tvoja pot je v tem, da bitje našel si, se želiš mu darovati, ga vedno prvi ljubiti. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je delal boš dan, lahko boš premikal gori. Kadar ljubezni bolj
jih ne zaznaš, uspelo ti podvignit se, če znal boš prvi ljubit le. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je delal boš dan, lahko boš premikal gore. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je delal boš dan, lahko boš premikal gore. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav presrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen.